Na Gorenjski otroci pa so pred nočjo čarovnic vstopili v začarane Kranjske Rove, kjer so se naučili marsikaj o čarovnijah in življenju. Spoznali so razliko med dobrimi in slabimi čarovnicami, se naučili, zakaj si morajo umivati zobe, ter se nehali bati teme. Čeprav imajo številni noč čarovnic predvsem za uvožen potrošniški praznik, so obiskovalci rovov prepričani, da je to trenutek za pravljice in domišljijo. Male radovedneže je pred svojim domovanjem sprejel Škrat Kranjček in jih najprej naučil razlike med dobrimi in slabimi čarovnicami. A veste, kako prepoznamo dobre čarovnice? Tako da jih povohamo in če dišijo tako krvi, pa so dobre. Če pa smrdijo, pa hitro stradnih, ker so sigurno slabe. Po hitri lekciji vstop v temne rove, kjer Kranjček tedni gosti samo dobre čarovnice. In ker je v podzemlju temno, se je bilo treba najprej nehati bati teme. Pomagala je čarovnija. 1, 2, 3, sapo zajet. 1, 2, 3, pihaj. In medtem, ko so se malčki odvajali strahov, tudi tistega pred kačami in pajki, so čarovnice poskrbele še za odrasle in jim postregle z varkom iz kačje sline. Pri čarovnicah deluje za izbuljenje oči, pri starših pa smo ravnokar ugotovili, da ne izbuljijo oči, ampak vsi nekako čudno zamižijo. Edini človeški poznavalec čarovniškega sveta pa je vsem skupaj povedal pravljico o Janku in Metki, ki si nista hotela umivati zob, zaradi česar je življenje v gozdu skoraj obstalo. Se pasle, ne, je prišla Metka, sorodce, smreka je stala, Ker imajo radi živali, si bodo malčki odslej pridno umivali zobe, pravijo. Predvsem pa pogumno živeli, saj so varni za kar 90 leti.